Pripravljeni, pozor, zdaj! Če se nisem sploh premaknil, no? Lega, se ne zna drugačno. Jure, prid sem, no. Gospod Gregorčič, a ste pripravljeni na dvoboj? Malo sem te zaprašal. Jure, ti najprej povej, kaj bova naredila, pa bom pa jaz povedal mojo teorijo, kaj se bo zgodilo. Ja, se veste, da je bil glasen po storijih. Prid, se bo pomerila. Ja, pa sva prišla, ne? Ampak ne grejo midva na offroad poligon, ne? Ne, grejo še na hujška na offroad poligon. Ne, ene kamne si mi omenil, take ne tako majhne. Moja teorija je zelo preprosta. Jaz razumem, da imaš ti podvozje, da setup Raptorja je, da gre čez vse lahko zelo hiter. Imaš tudi gume, a pokaževa gume. Gume imajo toliko profila, da bi največji lubadar na svetu prišel, pa 2 let na njih delal. Koliko smo rekli, da imamo oba enak konjev, ker imamo identično mašino. On ima 157 kW, jaz imam pa 213 konjev. Pa še enega prikoličarja imamo, gospod Marolc se je ravno kar pripeljal. Samo on pa nima biturbo, ne? On ima pa ta starega, 3.2. To je pa presenečenje za tebe. A veš zakaj? Ne vem. Zato, ker bomo zdaj končno odgovorili na vprašanje, ali je biturbo motor v novemu Rangerju enakovreden 3.2 motorju isto starega Rangerja. Zdaj bom pokazal, kaj pa kje se bomo šli. Vidiš, kam pa staco moli? Avta sta pripravljena in čakata. Mislim, začeli bomo na spodnjem delu tega šodra. Jure pa Janez vidim, da imata čez taktiko. A ja, podlago, to bi rad še malo boljš pa podrobno pokazal. A veš, ker nekaj je šodr, nekaj je pa šodr s takimi kamni. A ja, pa še ena stvar, pravila, ta so jasna. Cilj je tukaj, kjer sta postavljena količka na tej in na uni strani. Pravila so pa zelo preprosta, ne? Nekdo bo rekel, verjetno Janez, 3-4 zdaj, midva bova stopila po gasu in kdor pride na vrh prv, ja, tisti je zmagal. Kar se pa samih nastavitev tiče, zelo preprosto, jaz pa Jure so predstavljal 4-kolesen pogon, pa ESP off, zato da elektronka ne bo vmes posegala. Ok, pojmo. Pripravljeni, pozor, zdaj! Mogoče je kralj asfalta, ampak... Prosim za eno bje. Ti si imel, jaz sem imel, globi sem imel debele... Ja, pa avtomate, pancer je imel bolj zategnjenega, imel ti šalo. Pa če se nisem sploh premaknil, no? Tukaj imaš inštruktorja terenske vožnje, on ti bo povedal, kaj se zgodi, če gas preveč tišiš na teren. Pa se sem prav počas najprej, sem hotel z občutkom, pa sem šel nazaj pa naprej. Kaj sem jaz narobe naredil? Vse. Gume so tako upale, da se je sam luk naredila in sam noter je lezel. Ampak jaz tudi, ko sem probal počas, je preprosto ni najdu trakcije. Ker si imel že kolesnice narejene, a ne? Ti si imel že jame skopane in pa ni bilo več rešitve. Veš, kaj mene Janez naučil? V terenski vožnji moraš razmišljati Stari, jaz sem še... pri hitrosti pešca. Jaz sem hotel iti bolj počas. Jaz sem vam kazal takle bolj na easy z gasom, ampak... Vidva sva se telepatsko povezala in ko sem jaz videl, da bo luknje naredil, ker tudi Raptor bi luknje naredil, tako ti. Sem se ustavil, dal malo rikvrc, dobil inercijo in sem ti pomahal pozdrav. Je pa le strokovnjak Janez, ne? Viš, če bi jaz imel malo več potrpljenja, ne? Ja, veš, zakaj sem bil pa tako vesel, ko sem zmagal? Zakaj? Ne zaradi Raptorja, pa ne zaradi dejstva, da imam po treku oziroma po blatu pa po skalah vseeno več kilometrov kot ti. Ampak zaradi dejstva, ker sem prvič na drag raceu premagal svojega vozniškega master učitelja. Nekaj moram vam čisto odkrito povedati. Zdaj, ne narobe razumeti, da tale običajen Ranger Wildtrak za mano, da je zdaj čisto brez veze, odkar je Raptor vzun. Ne. Ta ima zelo fokusiran in zelo jasen namen. Tu je lahko super osebni avto, lahko je dober delovni stroj in na terenu se odlično znajde. Kaj pa Raptor? A veš, kaj so jaz pa Saša rekla, ne? Da Raptor je lahko zelo hiter povsod. Mislim, tudi njegov
namen je zelo fokusiran, ampak za čist drugačne vrste užitkov. Ne? Ta je večnamenski, Ja. družinsko delovni stroj. Dobar, ok. Tle, ko imaš pa ti roko gor, je pa v resnici avto poln v smislu, ampak poln vozniških užitkov. A veš, Jurski park? Tisti Raptor, ki je tam imel take kremplje, tista žival je plod domišljije. Ta prav Raptor ni bil nič večji kot puran. Ok, si malo razočaran, ne? In ta Raptor je plod inženirske domišljije in je namenjen joyridu. Zaradi takih avtomobilov bo tudi prihodnost vozniška, zato ker to so tisti avtomobili, ki nas spomnijo, da je vožnja strast. Prosto je. Bila pa zdaj taka reklama, ne. Ford, kje so penezi? Ni bila reklama, ker če bi bil ta prav Raptor tudi v Evropi, ne bi dizelno odzlivali. Prometno Raptorjevo razkrije eno zelo pomembno hibo, če lahko tako rečemo. Ta avto je namenjen hitremu premagovanju off-roada, ne pa delu. Zato, ker nosilnost ima samo 545 kg, kar je skoraj pol manj kot običajen Ranger. Pa še nekaj so se prej pogovarjala, tudi kje zadnji kluka so stvari drugačne, ne? Ja, Raptor potegne 2,5 tone, Ranger pa 3,5 tone. Až kaj bomo pa zdaj preizkusili? Jaz vem, da se veliko govori o primerjavi sodobnejšega motorja oziroma ta novega 2.0 dizla, biturbo, ki je v Wildtracku pa v stari izvedenki. Jure, boš ti v ta starmo kaj povedal? Ta star ima en val več, se pravi ima 5-valnik, 3,2 litrski, pa 30 Nm manj. Se pravi 470 plus oziroma proti 500 Nm v biturbu. Skoraj sem rignil. Jaz nisem čist prepričan, da dve turbine pomenijo kar gladko zmago, pa 30 Nm več. A veš zakaj? Zaradi starega pregovora no replacement for displacement. A veš, to je dan, ko greš na asfalt pod govore. Nič ne bomo delali na pamet. Zato imamo to veliko učilnico Akademijo vozniških znanosti na Vranskem. Pravila so zelo jasna, zadnji pogon, elektronka čisto običajna, to se pravi izhodiščne nastavitve, cilj je pa tam nekje na sredini tistega klanca tam gor. No pa poglejmo. A sta pripravljena? Pripravljeni? Pozor! Zdaj! Shit. A je ta nov malo spredi, a? Jap. Ok, ponovimo še z pozicije, kjer je cilj, da vidimo, če se rezultat ponovi, ampak mislim, da bo kar jasno, ne? Novejši je vse malo hitrejši. Poglej, prehajata oba poln plin, novejši. To pa ni bil zdaj več na ključe, ne? Mislim, a veš, kaj si rekel? Na prvem štartu je bil malo. 6 metrov. Jure, kje je zdaj? No replacement for displacement. No, pa da za dobro mero ponovimo, Janez Marolt je s starim dizelskim 5-valnikom tokrat na levi strani, Jure je pa z novim 2-litrskim biturbo dizlom na desni. Evo jih, prehajata. To je pa zdaj že 3:0, ne, stari. Kakorkoli obrneš, vseeno ima razlika. Pa Jure ima prav, ne, če že imamo tukaj tudi Raptorja, dajmo še to probati, ne. Sprav zmagovalec prve runde proti Volnu. Kaj pa staviš? Tukaj pa Raptor nima pogojev. No, da vidimo. Aha, evo. Kaj sem rekel? Dajmo naši! In zdaj Jure, ki ga boli, ne, v dno duše je rekel, dajmo da zdaj nabahamo, mogoče bo boš. Lej, spet bo isto. Ne boš šel skozi, no, kakorkoli obrneš. Ok, Jure, zakaj ni zmagal Raptor? Je en razlog je za tem. Janez, slišim eno razliko v kilaži? Ja, 300 kg razlike se očitno pozna. Čakaj, ampak kje pa Pa še Raptor ena stvar pridobi je, 300 kg? Podvozje. Širši je, gume so večje, pa razmerje v diferencialih je bolj off-roadersko. In pa se začne te stvari nalagati, ne? Ja. No, vidiš. Ciril, pa je normalno, da ima odrasel moški, star skoraj 40 let, v Fordu Rangerju tole. Vprašam.